Z nami je poveljnik civilne zaščite iz Gornje Radgone, gospod Ivan Kramberger. Lepo pozdravljeni v Gornji Radgoni. Lepo pozdravljeni s strani štaba civilne zaščite občine Gornja Radgona. Vidimo, v Sloveniji je v polnem teku ta koronavirus. Po vsej Sloveniji se izvajajo različni ukrepi. Sedaj pa seveda zanima nas, naše gledalce in pa seveda tudi vaše občanke in občanke, kaj vse se je do sedaj zgodilo v Gornji Radgoni v smeri omilitve tega negativnega vpliva koronavirusa, ki pač vpliva v tem času na naše življenje. V Gornji Radgoni smo na predlog župana v prejšnjem tednu že sklicali štab civilne zaščite, kjer smo povzeli prve ukrepe. Prav tako smo v začetku tega tedna sklicali izredni štab civilne zaščite in prišli na krizno delovanje. Tako da delujemo v kriznih razmerah, zadeve imamo pod nadzorom, delujemo v okviru naše občine, smo se pa na koordinaciji županov in poveljnikov civilne zaščite formirali že tudi na raven upravne enote. Tako da v bistvu komplet upravna enota Gornja Radgona je pod nadzorom štabov civilnih zaščit občin. Torej, so kakšne informacije, je v tem vašem delu kdo okužen z koronavirusom? Zaenkrat tega podatka nimamo. Tudi državni podatki, ki so vsakodnevno objavljeni, govorijo v naš prid, da je naša občina Gornja Radgona še brez okuženega. Smo pa za ta namen v štabu civilne zaščite uvedli dve telefonski številki, in sicer prvo telefonsko številko štaba civilne zaščite za pomoč občanom, ki so okuženi in so v izolaciji ter potrebujejo oskrbo na domu oziroma potrebujejo nujne življenjske potrebščine. Za oskrbo občank in občanov, ki so onemogli, starejši in si sami ne morejo priskrbeti potrebščin za nujno življenje. Prav tako je telefonska številka namenjena tudi za evidentiranje potreb po varstvu predšolskih otrok, in sicer za zaposlene v policiji, Slovenski vojski, zdravstvu, civilni zaščiti in drugih potrebnih službah. Prav tako smo z območnim združenjem Rdečega križa Gornja Radgona uvedli telefonsko številko za evidentiranje prostovoljcev, ki bodo pomagali tako pri oskrbi, po drugih potrebah, ki jih ima Rdeči križ in štab civilne zaščite. Ta telefonska številka je pa 031 317 197. Precej ljudi iz vaše občine odhaja na delo v sosednjo Avstrijo. Avstrija vemo, da počasi zapira meje. A lahko tem ljudem sporočite, kaj se sedaj dogaja z mejo z Avstrijo? Bodo lahko odšli na delo ali ne? Meja med Slovenijo in Avstrijo oziroma mejni prehod v Gornji Radgoni je še zaenkrat odprt. V prihodnosti pričakujemo, da bo tudi Republika Avstrija zaostrila ukrepe na meji in mejo zaprla. Tako občanke in občane pozivamo, ki delajo v Avstriji, da se pri svojih delodajalcih pozanimajo, ali še delujejo in da ostanejo doma ter upoštevajo odredbe in ukrepe, ki jih je uvedla država in lokalna skupnost. Morda za konec še kakšno posebno sporočilo občankam in občanom Gornje Radgone? Štab civilne zaščite občine Gornja Radgona ima krizo pod nadzorom. Imamo dovolj nekih lastnih resursov, prav tako delujemo složno, ne glede na vse naše prepričanja. Verjamem, da bomo iz te krize išli zmagovalci in močnejši, kot smo sedaj. Tako da, drage občanke in občani, ostanite zdravi in nam pomagajte. Gospod poveljnik civilne zaščite iz Gornje Radgone, Ivan Kramberger, hvala lepa za te informacije iz vaše občine. Hvala tudi vam, ostanite zdravi.